Kaj je vitamin A? Kakšna je priporočena doza vitamina A? Kje najdemo v hrani ta vitamin in kakšne so posledice predoziranja v tem videoposnetku? Želim dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Mi da sva Bija in Aleš, sva zdravstvena delavca, ki vam na tem kanalu govori o hormonih, o ščitenci, alergijah, pa tudi o hrani. Če vas zanima taka vsebina, se naročite na kanal. V zadnjem videoposnetku sva ugotavljala, da si s hrano lahko pridelamo mozolje. No, Aleš je bil pri tem še posebej uspešen. Je bilo pa v tem videoposnetku, tako kot v parih nekaterih prejšnjih že, veliko govora tudi o mikronutrientih oziroma vitaminih. Kar nekaj jih poznamo in grejo podobno tako kot naša abeceda. A, B, C, D, E, K. Zakaj pa ne F, če je šlo prej lepo po vrsti? Pojma. No, ko sva šla malo raziskovati te vitamine, hitro ugotoviš, da se vsak prodajalec trudi pokazati na izdelku, da so not vitamini in pa da je ta, ki so ga dali oni noter, itak najbolj pomemben. Tukaj že nastane malo zmede, pa tudi verjetno tako kot midva, tudi kakšen izmed vas, kar je vitamine tako malo na pamet. Če bi človek hotel čez dan pojesti vse potrebne vitamine, bi to izgledalo toliko, kar ena velika golf žogca. Evo, toliko jaz na dan pojem vitaminov pa mineralov. Zato so se odločila posneti eno serijo videoposnetkov o posameznem vitaminu. Struktura videoposnetka bo podobna, tako da boste lažje sledili, no, danes je pa seveda na vrsti vitamin A. A kot Aleš. Vitamini so v bistvu organske spojine, ki jih ne moramo tvoriti sami, so pa zato nujno potrebni za delovanje organizma. Verjetno se še iz otroštva spomnite, ko vam je babica rekla, da morate pojesti korenček, zato da boste tako dobro videli kot zajček. No, v tem mogoče je nekaj resnice, ampak bolj v tem smislu, da če ne boste pojedli dovolj korenčka, pač ne boste dobro videli, ampak če ga boste pa pojedli dovolj in veliko, pa ne boste nič boljš videli, sploh pa ne tako kot zajček. Vitamin A je v bistvu v maščobah topen vitamin, najdemo ga pa v dveh oblikah, in sicer živalski pa v rastlinski. Živalski se imenuje retinol ali pa retinal, v rastlinski obliki so ga pa poimenovali karoten. In te obstajajo v obliki alfa, beta, gamma in pa ksantofil, beta, kriptoksantin. A ne, koliko je zabavna kemija. No, pomanjkanje vitamina A je sicer pri nas bolj redko, je pa precej pogostejše v predelih Azije, naprimer na Kitajskem, pa Tajska, Vietnam, sploh pa v bolj revnih predelih, kjer večino prehrane predstavlja bel riž. Ta je namreč brez vitamina A, pa tudi sicer je njihova prehrana skoraj brez maščob, te so pa ključne za absorpcijo tega vitamina. Če se te da na salato olje, Ja, to je v bistvu zelo dobra ideja, ker poveča absorpcijo vitamina A. No, prvi znak pomanjkanja vitamina A v telesu pa je nočna slepota oziroma kurja slepota. A nimaš to ti? O, samo res jaz v mraku slabo vidim. Ne. Malo už jogurta, ne? Ja. Pa dobro, pa kje imam jaz očala? Ali pa tudi poškodbe veznice, te se lahko namreč izsušijo, kar pa lahko vodi v trajno slepoto. No, pri slabši prehranjenosti otrok pa se lahko izsušijo tudi druge sluznice, naprimer v pljučih, za česar lahko pride tudi do težav z dihanjem. Pomanjkanje povzroči tudi druge bolezni, naprimer slabše absorpcije, tako kar je celiakija. Pri čemer v bistvu ni čisto jasen, a je ta bolezen nastane zaradi pomanjkanja vitamina A ali pa to v bistvu posledica bolezni. Ja, samo to, da jaz v mraku ne vidim, je prav kurja slepota, ali kaj? Je zato, ker pa ti že ob 7 spat. Priporočena dnevna doza vitamina A za moške je 900 mikrogramov, za ženske pa 700 mikrogramov. No, zgornja meja za oba pa je do 3000 mikrogramov, kar je v bistvu 3-kratna dnevna doza. Vse veste, mi da vedno zagovarjava, da dajmo najprej poiskati vitamine v hrani, šele na to pa v dodatkih. In da bi dobili dovolj vitamina A, bo v bistvu zadostoval že en srednje velik korenček ali pa sam 3 grame jetrc na dan. To je toliko. Ugotovili boste, da za vsak posamezni vitamin najdemo tudi kakšno živilo, ki res izstopa po vsebnosti tega vitamina. In za vitamin A definitivno izstopajo jetrca. In to od katerekoli živali, kar je v bistvu zanimivo, glede na to, da mi jemo sam, mogoče kakšna telečja ali pa svinjska. Pa še tukaj se vas zihar veliko zmrduje, a ne, Bija? Dobro, no, tiste 3 grame mi pa tudi lahko potakneš med faširca. Sam ne mi povedati, prav? Poslata ti bom dal. Zdaj tukaj noter sem dala
veliko čebule. No, veliko vitamina A pa je tudi v ribjem olju, predvsem naprimer v polenovkah ali pa v trskah. Teh rib sicer ni pri nas, jih je pa zelo veliko v Severnem morju. Naprimer, če greš v Anglijo, pa ti servirajo fish and chips, tam res dobiš veliko vitamina A. No, najdemo ga pa tudi v rumenjakih, pa maslu in smetani. Sreče je dosti vitamina A tudi v obliki karotenov v zelenjavi. Sploh v obliki beta-karotena najdemo vitamina A v korenju, špinači, papaji, ohrovti, mangu, marelcah pa paradajzu, skratka vse kar oranžne barve. Beta-karoten mi za zelenjavo zaužijemo, nato se pa ta v jetrih pretvori v ta retinol, kar je vitamin A in deluje antioksidativno. Sam pa naravno jeste jetrci. No, skozi serijo teh videoposnetkov bomo ugotovili, da je lahko predoziranje nekaterih vitaminov toksično, pri drugih pa visoke količine nimajo nobenega efekta in se v bistvu enostavno izločijo skozi telo. Kaj nas zdaj to vidim? Z vitaminom A se lahko predoziramo akutno, se pravi ga zaužijemo preveč naenkrat, ali pa tudi kronično, če dlje časa jemo presežno količino. Glej, tle piše, da retinol naredi lepšo kožo, zato je dole. Moraš ti to lepo kožo? Pri tem se pojavi motičnost, razdražljivost, glavobol in pa bruhanje. Količina vitamina A, ki prične povzroča simptome, je tam 10 do 20 krat višja od dnevne priporočene količine, se pravi 10.000 mikrogramov in pa več. In pa drugi, milejši simptomi pri kroničnem predoziranju obsegajo še izpadanje las in pa obrvi, razpokane ustnice, suho in pa hrapavo kožo. Pojavlja se tudi glavobol in pa šibkost, jedra se lahko povečajo in tudi v bistvu postanejo tipna, poveča se pa tudi vranica. No, večje količine vitamina A so tako odsvetovane nosečnicam in pa tistim, ki bi rade zanosile, zato ker lahko te presežne količine povzročijo hibe pri plodu. Se pa tudi nosečnicam odsvetuje uživanje jetrc. Odsvetuje se tudi kombiniranje vitamina A skupaj z alkoholom, kar je sicer čudna kombinacija, vino kosilo je tukaj naprimer izvzeto, in pa kajenje in pa uživanje visokih količin vitamina A, zato ker to lahko še pospeši nastanek raka na pljučih. Tako da, če se slučajno greste drinking igrco, da vsakič, ko je Aleš rekel vitamin A, spijete en shot, v redu, samo ne zraven grickat korenčka. No, še en stranski simptom predoziranja vitamina A, sploh v obliki beta-karotena, pa je oranžna obarvanost kože po dlaneh in podplatih. Jaz se spomnim, ker smo bili majhni, pa smo se skozi nalivali s tisto multisolo, smo res bili kar majčkeno tako bolj oranžni. Ampak brez skrbi, to nima nobenih posledic. Imajo pa večje doze vitamina A tudi zdravila za zdravljenje mozolov in pa aken. To so vse dobi na recept, ima pa tudi stranske učinke in je zato treba preverjati jetrne encime vsake toliko časa. Škoditi ne more, ne? Če ni prevelika doza. Torej, če povzameva, vitamina A imamo pri nas dovolj. Jetra ga znajo precej shraniti, v bistvu ga shranijo skoraj za 1 leto, tako da ga skoraj 100% ne primanjkuje. Vitamina A najdemo največ v jetrih in pa v korenju. Ker je vitamin A topen v maščobi, ga je bolje pojesti z maščobami. Če ga bomo pojedli premalo, se bo to poznalo na vidu, če ga bomo pojedli preveč, moramo pa paziti na jetra. Dnevno priporočena doza je tam okrog 1000 mikrogramov, če se vam pa zdi, da rabite tega več, lahko pa to dozo največ potrojite. A ja, pa še to. Ker je pomanjkanje vitamina A pri nas res redko, se ga tudi v laboratorijih ne določa rutinsko. Testiranje sicer poteka iz krvi na tešče, ampak tega res ne rabite. S tem midva zaključujejo z vitaminom A, drugič gremo naprej na skupino B, B kot bio. Upava, da ste zvedeli kaj novega, pejte preveriti, kaj vam piše zadnji na škatlici od vitaminov, pa če res rabite vse to pojesti, a si boste šli pa rajš nastrgati še en korenček. A ja, pa naročite se še na kanal, če se še niste. Midva se zdaj vračava v laboratorij, se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Čau. Kure slepote je to, da v mraku ne vidiš? Ja, zato gre kure spat. O, fuck. Ja, Pa je kaj to malo. ja. O, shit, čakaj. Ampak kaj, zato, ker mi vitamina A primanjkuje? Zato, ker pa kje imam jaz očala? Aleša, s kaj videl moja očala? Ne, to je ta kurja svetloba. A so v kopalnici, ja? Najbrž jih imaš na glavu.